Dober dan, draga Nova Slovenija, spoštovane članice in člani, dragi kolegi in kolegice. Lep, sončen dan se je naredil za Novo Slovenijo. Verjamem, da bomo odšli iz prelepe, krasne občine Vitanje z dobrimi spomini, dobrimi vtisi, predvsem pa, da bomo opogumljeni za mesece, ki nas čakajo in ki so pred nami. Seveda iskreno želim pozdraviti našega župana, gospoda Andraža, ki nam je dal na razpolago to krasno občino in vse te prostore, ki jih uporabljamo za tabor Nove Slovenije. Tako da, župan, iskrena hvala. Smo pa mi v to občino prišli tudi zaradi, rečemo temu, simbolnega vidika. Ne boste verjeli, a veste, koga imamo tukaj za predsednika? Zlodeja. Frizura je res morda majčkeno, bi rekel, včasih taka boječa, ampak po duši je pa Rok dober človek. Rok, hvala lepa za vse, kar delate, res. Danes, ko boste odhajali iz te današnje prireditve, kjer verjamem, da boste tudi kaj popili, imejte predvsem uradni prevoz ali pa se h komu prisedite, da potem kasneje ne bo kakšnih težav, vse veste, ne? Torej, dragi moji, pred enim letom smo se dobili na taboru v Ribnici. Res neverjetno, čas hitro teče, kaj se je vse v tem letu zgodilo. In v tem letu, ko smo ves čas opozarjali, da moramo imeti v tej državi vsi enake pravice, ampak tudi vsi enake dolžnosti. In del naših sodržavljanov, ki so del romske skupnosti, se na vse te stvari požvižga. In pred dnevi so pretepli ribniškega župana, ki mu tudi iz današnjega tabora pošiljamo tople pozdrave in mu sporočamo, mi smo na tvoji strani. Pred enim letom smo se dobili tudi tik pred evropskimi volitvami. Kakorkoli stvari obračate, je bil cilj, ki smo si ga postavili na evropskih volitvah, dosežen. Dobili smo evropskega poslanca. Zato tokrat še enkrat iskrena hvala za vso vašo podporo, za vse vaše trdo delo v kampanji, za to, da Nova Slovenija ima poslanca. Hvala lepa pa tudi vsem sokandidatom, ki so se dali na zadnjih evropskih volitvah na razpolago. Hvala lepa vam. Priznam, da se je v teh zadnjih mesecih marsikaj spremenilo v mojem življenju, da je marsikaj drugače, kot je bilo. Želim predvsem pošteno delati v Evropskem parlamentu in hkrati biti zelo prisoten tudi v Sloveniji, zato da je naša ekipa tukaj odigrana, da Nova Slovenija gleda pod prste tej nesposobni vladi, predvsem pa, da dan za dnem prihajamo z rešitvami, ki jih je potrebno v Sloveniji narediti. Občutek imam, da nam je na nek način uspelo, da z ekipo, ki jo imamo, delamo, se trudimo in da rezultati so vidni. V zadnjih obdobjih lahko vidite, da iz Nove Slovenije kar špricajo najrazličnejši zakoni, ki so v teh dnevih v obravnavi in za katere seveda upamo, da bo prišel srečen konec in da bodo postali tudi uradno zakoni. Nekatere stvari so bile v preteklih mesecih tudi uspešno zaključene. V Evropskem parlamentu se trudim predvsem skupaj s svojimi kolegi, da bi Evropo tam, kjer je, skrenila s poti, vrnili nazaj na pravo pot. Lahko rečem, da se prvi pozitivni znaki že kažejo. Ta Evropska komisija je vendarle bistveno drugačna od prejšnje. V tej Evropski komisiji je kar 15 naših krščanskih demokratov.
Zagotovo se morajo spremembe na dolgi rok poznati in zagotovo to prinaša tudi večjo odgovornost. Vsej sam pa lahko rečem, da se tukaj bistveno kažejo spremembe na področju migracij, bolj razumnega zelenega prehoda in ne nazadnje tudi pri ohranjanju našega načina življenja. In k temu dodajamo še večjo varnost. Vidite, kaj se vse posod po svetu in na Bližnjem vzhodu dogaja in tukaj je vrag vzel šalo. In zato bo morala tudi Evropska unija, tudi mi v Sloveniji poskrbeti za svojo lastno varnost, ne več računati na naše prijatelje v Ameriki, ampak narediti vse, da si bomo dolgoročen mir lahko zagotovili sami. Drage članice in člani, verjamem, da sem jaz še zadnja ovira, preden se resna fešta začne. Ampak moram reči, da v današnjem vikendu praktično hodim od veselice do veselice. Eno veselico smo ravno pred 4-5 urami zaključili v Zgornjem Tuhinju, bila je neverjetno dobro obiskana, predvsem pa smo, in tukaj bi vas prosil za en velik aplavz, ker moja domača vas postaja velesila, kar se tiče gasilerije. Na državnem prvenstvu smo imeli 3 ekipe in ne boste verjeli, 1., 3. in 4. mesto. Jaz mislim, da to je dober rezultat. Evo, draga moja ekipa, kar sem vam obljubil in tisti, ki danes v naši domači vasi pridodelate in pospravljate za gasilsko veselico, zdaj cela Slovenija, tudi Nova Slovenija ve, da kar se tiče gasilcev, je Zgornji Tuhinj velesila. Ampak kakorkoli, preden pa tudi mi odidemo na veselico v Vitanjah, na taboru Nove Slovenije, preden nam zaigrajo polko in valček in se zavrtimo, pa je vendarle potrebno še nekaj reči aktualnega o trenutni situaciji doma v domovini. Moram reči, da imam občutek, kot da naša vlada živi v svojem svetu, da živi v čisto svoji realnosti, medtem ko se vse posod v Evropi, na Bližnjem vzhodu, širše v svetu dogajajo pretresljivi prelomi, velike spremembe, se naša vlada obnaša, kot da se ni nič zgodilo in z strumnim korakom drvi nazaj v socializem. Imamo vlado vzporedne realnosti, ki nam prodaja dosežke, ki jih praktično ni. Po 3 letih in ob zgodovinski večini, ki so jo imeli, nimajo česa pokazati. Pripravili so zdravstveno reformo, ki je čakalne vrste po njihovo skrajševala tako, da omejuje delo zdravnikov. Če to lahko pripelje do večje dostopnosti, Bog se nas usmili. Pripravljajo reformo dolgotrajne oskrbe, ki pobira prispevek na zalogo za storitve, ki jih še ni, bodo pa nekoč, ko bodo. Obljubljali so 30.000 stanovanj. Niso jih sposobni zgraditi toliko, tudi če bi 2 nuli odstranili. Obljubljali so, do 30 dni prideš do specialista. Vprašajte se, v koliko dneh pridete do specialista. Obljubljali so 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Nismo tam. Pravijo, da čakajo morda na 2. ali 3. mandat. Bog se nas res usmili, če nas ta stvar doleti. Imamo vlado, ki duši Slovenijo, ki ljudem jemlje iz žepov, vsak dan se spomnijo kakšnega novega davka, kakšne nove prepovedi. Ne pozabimo, rekorden padec bruto družbenega proizvoda na ravni Evropske unije pomeni, da bomo imeli ljudje manj. Padec na lestvici interesa za vlaganje strani naših nemških investitorjev za 8 mest in rekorden davčni primež med državami članicami OECD-ja zgolj priča o odličnem delu naše vlade. Ampak vse to je rezultat politike, ki male podjetnike, obrtnike in vse, ki trdo delajo dan za dnem, podijo na Hrvaško in jim pravijo,
da ni nič takega, če se nekoliko davčno optimizirajo. Imamo vlado, ki ustvarja vsak dan nove razredne sovražnike. Začeli so pri normirancih, zdravnikih, kmetih. Očitno so sedaj na vrsti lastniki hiš, ki so dolga leta delali za to, da so si svoje hiše zgradili. Pred svobodo ni varen prav nihče. Imamo vlado, ki ljudi deli na naše in njihove. Našim očitno, svobodinim, pripadajo privilegiji in posebne državne pokojnine, posebni razpisi za financiranje nevladnega sektorja, ostali pa lahko zgolj opazujemo, kako nam država propada pri živem telesu. Imamo vlado radikalne levice, ki nas posiljuje socialistično uravnilovko in ves čas odpira nesmiselne ideološke boje. Ukinili so spomin žrtev na komunistične zločine. Ukinili so Muzej slovenske osamosvojitve. Niti po 80 letih niso sposobni pokopati vseh naših mrtvih. Poskušajo uzakoniti evtanazijo, razgrajujejo družino, poseljujejo nas z LGBT ideologijo že v vrtcih in šolah. In predvsem delo ni vrednota, ker se v imenu, hvala lepa, 2 deci, na zdravje. Imamo vlado, torej, ki ni mar za ljudi. Romsko nasilje, nasilje v šolah, teža kaznivega dejanja in vrsto drugih stvari. Politiko odprtih vrat in multikulti ljudje, ki podpirajo tovrstne stvari, lahko vidijo, kaj se dogaja na ulici evropskih pa tudi naših mest. In tiste, ki opozarjamo na nujnost integracije tujcev in da je učenje slovenščine nujno in ki zahtevamo več reda, vsi tisti se nam posmehujejo in nas označujejo za homofobe. Golobova vlada pospešeno uničuje Slovenijo. Da bi to lahko delali tudi v naslednjem mandatu, si celo podrejajo represivne organe naše države. V nobeni demokratični državi namreč poslanci ne morejo biti preganjani za svoje parlamentarno delo. V Sloveniji se to lahko mirno zgodi, ker 4 poslanci smo v predkazenskih postopkih zgolj in samo zato, ker smo upravljali svoje parlamentarno delo. Opozicija je torej zgolj ena izmed tarč Golobove vlade, ki jih napadajo s pomočjo svojih strankarskih medijev, predvsem pa s pomočjo brutalnega kadrovanja vse pore institucij, vse pore organizacij, nevladnih in tudi državnih podjetij, predvsem pa tudi v vrh slovenske politike. Tarča Golobove vlade ste predvsem ljudje. Vi, ki trdo delate, ki se dan za dan borite za to, da zaslužite svojo plačo, da lahko preživite vaše najdražje. Dragi delovni ljudje, iskreno vas prosim, ne obupajte, ne zapirajte vaših podjetij. Čas, ko bo prišel konec Golobove vlade, je nezadržno kmalu tukaj. Prihaja vlada, ki bo delala za vas. Prihaja vlada, ki bo delala za vrednote, spodbujala pridne in podjetje, ki pridnim in podjetjem ne bo pobirala vsega, ker si zaslužijo samo zato, ker to lahko. Prihaja vlada, ki bo naredila red na področju romskega nasilja, nasilja v šolah in po ulicah v naših mestih. Spet se bomo lahko bolj mirno sprehajali po naših ulicah in jasno povedali, da poleg pravic pridejo tudi dolžnosti. Prihaja vlada,
ki se bo jasno zavzela za naše vrednote in za naš način življenja. Predvsem pa prihaja vlada, ki bo končno sposobna pokopati tudi vse mrtve, ki že 80 let čakajo na dostojen pokop. Takšna vlada prihaja kmalu. V opoziciji imamo seveda zato veliko odgovornost, da najdemo politično formulo za zamenjavo Golobove vlade. Kajti Slovenija še enega mandata Golobove vlade žal ne prenese več. Pika. Volitve, ki se bodo zgodile prihodnje leto, bodo zelo kmalu. Te volitve morajo biti volitve naše generacije. Čas je, da naša generacija prevzame dolžnost za Slovenijo, da naša generacija, ki gradi na vrednotah slovenske osamosvojitve, zgradi drugačno, preprosto, ustvarjalno Slovenijo. Čas je, da prevzamemo odgovornost za državo, čas je, da se tega ne bojimo in čas je, da Slovenija zares postane naša. Imamo vizijo sproščene Slovenije, ki verjame v naše ljudi, v znanje, v podjetnost, v pridnost, imamo vizijo, da v državi zagotovimo red, predvsem pa imamo vizijo, da delo znova postane vrednota. Z današnjega tabora želimo zelo jasno sporočiti, da smo siti novih obrazov, ki na avtopilotu uničujejo Slovenijo že desetletje. Dovolj je tega. Hkrati pa želimo tudi jasno povedati vsem na desni strani, da je trmasto vztrajanje zgolj na enih in istih obrazih tudi lahko kontraproduktivno, ker nas že desetletja pošilja v opozicijo. In tukaj bomo morali najti, hočeš ali nočeš, vse svoje lastne interese postaviti na stran, najti politično formulo, s katero bomo lahko zagotovili večino za to, da po naslednjih volitvah končno pride do sprememb in da lahko zadihamo. Spoštovani ljudje od politike ne pričakujejo veliko, potrebujejo zgolj to, da jih država pusti pri miru in da lahko v polnosti uresničijo svoje talente in poberejo sadove svojega dela. Želijo državo, ki bo naredila red na področju socialnih transferjev, da bo ljudem zagotovila varnost. Želijo Slovenijo, kjer bo delo vrednota, ljubezen do domovine in tradicije pa svetinja. Na naslednjih volitvah si bomo takšno Slovenijo preprosto morali vzeti. Vse je na nas, naši prijatelji, dragi sodelavci, takšno Slovenijo lahko ustvari samo močna krščanska demokracija. In ko me je danes na poti na ta prireditveni prostor ena starejša gospa vprašala: Matej, kaj lahko mi naredimo za to, da se bodo stvari v Sloveniji vendarle spremenile? Odgovor je zelo preprost. Vsakdo naj najprej samega sebe vpraša, kaj lahko sam stori. Naredi naj tisto, kar more. Vsi imamo različne talente in ko boš sam pri sebi meren, da si naredil vse, kar si lahko, potem bo Slovenija seveda na pravi poti. Recept za vse ostale, ki ga je danes potrebno ponesti po celotni Sloveniji, pa je: treba bo iti na volitve in treba bo voliti za novo Slovenijo. Srečno Slovenija, naj živi Slovenija!